rad mogoče. Še en tvoj šport bo omenjala, sicer potapljanje. Tudi jaz se rad potapljam in sem po duši plavalec, oziroma treniral sem pač plavanje dolg časa. Ti si pa še bolj navdušen kot jaz, ne? Ja, lahko pogledava še nekaj diasov istočasno. Ja, seveda. Mene izredno veseli apneja, prosto potapljanje, zelo veliko se tudi ukvarjam s podvodnim ribolovom in tle, ker je bilo tako bogato morje z vsemi ribami, ne, moram priznati, da mi je roka kdaj kar malo trzenla, ne. Ampak kljub vsemu, seveda, blazno sem bil zadovoljen in vesel, da je bilo ribje življenje tako bogato, da smo toliko rib lahko videli, kaj jih sicer tle v Jadranu ne moreš. Ti večino teh sort poznaš tudi? Ja, to je kirna. Ta živi tudi v Jadranskem morju in tudi jasno povsod po svetu. S tem, da recimo pri nas se takole jasno je ne boš srečal, ker točno pozna podvodnega lovca in ima svoj dom v skalovju. Skratka, ponavadi so to kakšna taka skrivališča oziroma labirinti, kjer jasno ne prideš zraven in sicer je, mislim, na ta način je potem tudi A si ti že kaj na svetu videl toliko rib, kot jih je tukaj v Belizu? Ne, sicer nikjer še nisem, oziroma razen pač lani, da smo bili tudi z masko naokoli, ampak tle dejansko, moram povedati, da v Belizu je drugi največji koralni greben, ne? In da so jasno, ribe so zaščitene, tudi hranijo jih in tako in so navajene ljudi. Toliko jih je na kupu, da prav na kupu jih je pa grozljivo veliko, ja. Tole smo pa mi. Ja, naša skupinska fotografija, torej poleg nadvodne fotografije, ne, klasične, prinesem ponavadi sabo tudi podvoden fotoaparat in tole je tudi ena skupinska fotografija. Želv smo videli ogromno, tako da to je tudi en poseben doživetje. A ti je uspelo kakšno prijeti? Ne. Ker tiste smo kar tele raže, kako sem že reče, skate smo kar lepo prijemali, ne? Ja. Sicer pa razen tam na želvi farmi, ne, tam smo jo lahko pobožali, se je pustila, je kar glavo nastavila in tako. Tle v divjini so pa vseeno malo distance imele rajš pred nami, ne. Tele so tudi nekaj eksotičnega, to so neke tropske ribe, ne? Bilo je zelo veliko, jasno, tropskih ribc, kljub vsemu tudi veliko plave ribe, ki je sicer ne bi pričakoval, potem skati, raže, te kirne. Bila je tudi ena zelo zanimiva, ogromna riba, če se spomniš takrat, ko sva plavala pod enim obokom in tam je bila ena vrsta zubatca, ki je bil po moji oceni približno nekje okrog 25 kg imel. Sicer grenka stran tega je bilo to, da so naj prisilili imeti pas na sebi. Ja, ti si se uprl temu. Jaz sem se temu uprl, ker sem rekel, ne morem se z rešilnim jopičem potapljati oziroma niti enkrat potopiti, niti ne morem nobene fotografije narediti, tako da tega nisem za noben denar hotel dati na sebe. Tole je pa podmorski muzej. Ja. Tole je pa Mehika. Mislim, da je to tvoja malenkost. Razčetverjena. Ja, v Mehiki tudi jasno je precej kriminala in takole so na vsakem koraku praktično so varnostniki, ki varujejo že tudi navadne trgovine, ni potrebno, da je zlatarna ali kaj podobnega, ne. Tole je kar konkretna šibrovka. Tole bi ti glavo odnesla na nekaj mesta. Bi ti zelo izprašila hlače, ja. Tole pa pri Polenke? Ne, to je bilo na začetku. Teotihuacan, kjer je bilo, se pravi domačini, so izdelovali take maske, Azteki, ja. Izredno zanimive, bilo je na stotine takih mask, od majhnih do ogromnih, skratka, so bile pa tudi primerno drage, ne. Poglej, 4 korenjaki. Ja, Los Pistolieros. Ja, jasno, da se veš, hec mora biti zabavno potovanje in ga moraš izkoristiti takole tudi za takele zadeve. Ne. Nismo pa domov prišli taki potem. Ja. Tole je že eno od najlepših najdišč. Ja, mene je v bistvu najbolj me je fasciniralo prav tele ruševine. Prav Palenke. Mogoče zaradi tega, ker so tako v taki džungli, v neprehodnem gozdu, vse je bilo v zelenju,
In pa tudi, če pogledaš res, kakšni arhitekturni mojstri so bili takrat, kaj so počeli in da je to toliko časa zdržali, ne, se res lahko samo čudeš temu. Ne. Zdaj, treba je povedati, da tole, no, tisto, kar smo ravno kar videli, srednji del je na odprtem, vse ostalo pa prav v džungli, dobesedno. Ne? Ja. Tole je pa zdaj Teotihuacan. Tako, tle zdaj ne vem, ali je ta piramida sonca predolga oziroma preširoka, ali je moj objektiv preozak. Sicer sem imel tudi eno panoramsko fotografijo, no, da sem potem sestavil dve, ampak ja, ogromna zadeva in spet arhitekturno čudo. Ne. Edino iz letala bi verjetno lahko normalno fotografiral. Ne? Opice. Opice, ja, kričači, ne, howlers v bistvu, ne. Kaj tudi jih zanimivo videti, ker jih pač jasno pri nas jih ni. Že še v Evropi jih ne vidiš opice, ne, razen, ne vem, na Gibraltarju, ne. Da so tam edina, ja. Ja, tako da derejo se pa tako na glas, mislim, da so druga najbolj glasna žival za sinim kitom, če sem prav spomnil. Ja. Ja, midva smo enkrat naletela, smo sama na hribu, ostali so bili spodaj, pa že tisti so krepko slišali. Ja, izredno. Čeprav to je ponesrečeno slovensko ime, vriskači, ne? Ker havler pomeni tisti, ki tulijo. Ja. Dejansko tulijo, ne vriskajo. Ja, tulijo. No, tole zanimiva fotografija.